pa verjetno eden največjih troublemakerjev, tako vsaj po medijih. Moram pa reči, da sem tudi veliko krat sodil, ampak na igrišču nekih pretiranih, morda kak karton. Mislim, da je predvsem imel bolj težave sam v klubih pa v osebnem življenju. In z svojim potencialom bi zagotovo se lahko boril tudi za zlato žogo, pa mislim, da niti blizu njeni prišel ravno zaradi svojega življenja izven igrišča. V bistvu lahko rečem, da že več let sem želel to osebo na drugi strani studijske mize pred mikrofonom. Moral sem sicer nabrati nekaj poguma, moram priznati, ker sem do zadnjega pristopil čisto na zadnje, po seriji tega, da sem ga 3krat v istem tednu srečal in sem rekel, zdaj pa ga moram vprašati. Ampak sem malce okleval, ker če bi prišel na Caprisov intervju, razumeš, pač tako, malo mi je bilo... Ja, ampak mene predvsem zanima, česa si se ti bal, Žiga? Pač smo ljudje, ne? Manca, moraš vedeti, da to je neka persona, to je... Messi je pokazal tako. Veš, tako je pokazal Messi. Zdaj bom jaz šel vprašati, če ima čas za nas, za Radio Capri, za en tak prikupen intervju. Ampak ja, na koncu vprašal, sem si dal malo poguma in je tudi odgovoril, ja, Damir Skomina, dobro jutro. Dobro jutro. Tako, no, bomo začeli en tak poseben pogovor danes z Damirjem Skomino, ki pa v bistvu lahko vprašamo tako, za tistih nekaj, ki niste še pogrudili, ne, to Damir Skomina je bil svetovni sodnik leta 2019, ne? In je prinesel v Koper to priznanje najboljšega sodnika na svetu. Mislim, to je ena persona, veš? To ni kar tako, ne? Ja, tako. Manca. En komentar na to mogoče, kaj to vam pomeni kot ta naslov, da ste vi to prinesli sem k nam v Slovenijo, predvsem k nam v Koper na obalo? Ja, Koper. Od tega je že kar nekaj časa, tako da jaz sem z tem delom svojega življenja zaključil in nekakor tudi ta del osebnosti, ki je pač bila vloga, ker sem bil nogometni sodnik, je kar za mano. Vedno gledam naprej, tako da o tem kaj dosti ne razmišljam. Pač to je bil en velik del v mojem življenju, torej za 16 sem po nekakor sili prilike, ker mi je nogomet bil prepovedan, začel s sojenjem in predvsem nekakor verjetno sem v tem kar uspešen bil, ker ni bilo nekih pričakovanj, nihče v moji bližji ali pa daljni družini, sorodstvu, kakorkoli že, ni bil vpet sploh v nogomet, kaj šele v sojenje, tako da sem tu začel tako spontano, seveda z najmlajšimi, torej zelo lokalno. Moja prva tekma je bila v Kortah, ker sem bil pomočnik na Primorski ligi in ker sem že po polčasu si rekel, to zdržim do konca in zaključim. Potem pa sem kaj kmalu videl, da nek smisel za to imam. Sojenje kot tako je predvsem upravljanje z ljudmi, torej potrebno se je znati postaviti, nastaviti neke parametre in se tega držati, tako da tu mi je še kar šlo in evo, spontano je od leta 1992 do 2021, ko sem zaključil, šla ta pot nekako skozi navzgor, ampak kot sem rekel, s tem sem zaključil. So to le neki lepi spomini, ki se mi ne rojijo kaj dosti po glavi in moram reči, da nikoli sem se zelo ločil, kdo Damir Skomina je in kdo pa je sodnik Damir Skomina, torej je bila to samo ena vloga, ki sem jo igral, tako da je te vloge nepreklicno konec in gledam naprej. To je zdaj prignalo še en kup enih podvprašanj, po mojem, za naprej. Damo en hit časa in se vrnemo nazaj k pogovoru četrtku zjutraj. V jutranjem intervjuju gostimo danes najboljšega sodnika na svetu z leta 2019. Dobro jutro Damirju Skomini, ki pa je sicer malo nazaj povedal, da v bistvu se nekako že ločujete od tega dela življenja, ko ste bili sodnik. S čim se pravzaprav potem danes ukvarjate? Z marsičem, torej v prvi vrsti želim ostati v nogometu, ampak je to moja izbira, od tega nisem odvisen, torej začel sem delovati kot nogometni agent in malo drugače.
Zdaj, tukaj je tudi nek stereotip menedžerjev, nogometnih agentov, ki pač veliko krat ima nek prizvok drugačen, kot sicer bi mogel biti. Sam osebno delujem izključno z Afriko, bolj natančno Nigerijo. Torej, tam sem šel še kot vlogi predsednika nogometnega kluba Izola in videl en velik potencial, ki je pač brezmejen. Nigerija kot taka ima uradno, torej prvič sem tam bil novembra 2021, takrat je bilo uradno po Wikipediji 212 milijonov ljudi, leto kasneje že 220, danes je to 230, torej izredno mlada populacija. Ljudi starih 24 let in mlajših je približno 2/3. Tako da to so uradne številke, pravijo, da neuradno jih je precej več. Oblasti se verjetno niti ne želijo povedati, ker verjetno na tem niti ni neke kontrole. Tako da samo po neki logiki statistike je mladih fantov starih med 14 in 20 let več kot na področju bivše skupne države. Torej nekjer med 22 in 25 milijonov in velika večina igra nogomet, ker je v Nigeriji to način življenja in nekakor tudi ena redkih poti, da prideš iz te ogromne revščine. Torej šele ko tam prideš, doživiš, kako je, ko ljudje živijo dobesedno na cesti, na kartonu. Največ ljudi se prebija iz dneva v dan, ali pa še bolj natančno od obroka do obroka. Torej, fantje pretežno te najbolj potencialni igrajo nogomet v akademijah. Šele ko prideš v akademijo, prideš na nivo, da imaš vsaj 2 obroka dnevno. Veliko fantov na cesti je morda enkrat na 3 dni in je to eno golo preživljanje. Torej, ko se potem damo na eno izhodišče, ki ga imajo naši otroci ali pa naši fantje v Evropi, je to neprimerljivo in dol je ta lakota, ki jih žene za preživetjem. Pa ne samo svojim, tudi najbližjih, in veliko fantov, s katerimi se srečam, enostavno je pod velikim pritiskom preživljanja ne samo sebe, ampak velikih družin. Tukaj jim nekakor poskušam pomagati, da se ta pritisk zmanjša, ker zelo težko je, ko si ti pod takim pritiskom, ker se zavedaš, da cela družina polaga upe samo vate in v ta nogomet, da nekakor preživijo in lahko edino igranje nogometa tega fanta jih nekakor dvigne iz ulice in jim da neko spodobno življenje. Tako da definitivno je, ko dam za primerjavo to, kar se pri nas dogaja, ker na obali se zelo lepo živi, velika večina ljudi nasploh, pa še, če tukaj gledam ožje, torej naših mladih nogometašov živi v eni coni udobja, ker potem niso pripravljeni iz te cone iti in tukaj je ta razlika, ker te fantje v Afriki oziroma Nigeriji definitivno živijo v veliki coni neudobja in so dobesedno pripravljeni do konca, medtem ko naši fantje največkrat na prvi oviri odnehajo oziroma že prva ovira predstavlja problem, ker ne morejo naprej. In tako da definitivno je Nigerija polje, kjer želim delovati, kjer delujem in kjer verjamem predvsem za voljo pogojev, ki tam so,
Torej, če damo za primerjavo Južno Ameriko, ki je največji izvoznik nogometašev po svetu, je nogomet tam organiziran, torej lige v Argentini, Braziliji, Urugvaju in ostalih državah so organizirane, igralci so zelo dobro plačani, dočim v Afriki tega ni in si akademije predvsem vidijo en in edini cilj in to je Evropa. Tako da tu je potem zelo pomembno, torej tudi jaz sem tukaj relativno nov, zdaj 2 tedna nazaj sem bil tretjič. Zelo pomembno je se organizirati in predvsem s kom greš, torej nikakor igralce ne izbiram jaz, ker pač nisem te vrste strokovnjak, tako da tukaj najamem zelo zvezirane skavte, ki to počnejo zelo dolgo in nazadnje sem bil z enim največjih klubov v regiji in sem nekako obrnil zdaj tako, da si klub sam pošlje svoje skavte, sam izbere in na to tudi sam za to odgovarja, kar je bistveno lažje, ker nekako če obrnemo zadevo, da grem jaz z skauti in izberem fanta, je potem vedno klub, ko dobi ta nekako pol proizvod, ker dol so fantje fizično in tehnično fantastični, manjka jim ta taktični del, torej potrebno je potem tistih 6 mesecev ali pa 1 leto, da se prilagodijo prvo načinu življenja v Evropi in da pridobijo še ta taktični del, ki je dole sila pomanjkljiv za voljo stroke, ki je praktično ni. In je potem zelo težko, ko tukaj ponujajo zelo potencialnega fanta, ki trenutno še ni pripravljen, da mora za našo prvo ligo. Nekako je to level, ker oni potrebujejo eno sezono v drugi ligi, lahko tudi nižje, da se prilagodijo in na to pa so zmožni priti zelo daleč. Zdaj v bistvu mene še zanima, kar se tiče cone udobja. Če se še vrnemo malce v vlogo sodnika, ki na nek način si jo pustil za sabo. Zdaj, jaz si predstavljam, da to mora biti kar fizično naporno, torej teč za 22 nogometaši in eno žogo. Zdaj, kakšno je to razmerje fizično, pa nek fizični pritisk, pa mentalni pritisk? Kako je tle razmerje? Ja, torej vsi ljudje smo vsekakor psihofizični, ni dovolj samo fizična pripravljenost, mentalno je potrebno biti močen, da v danem momentu sprejmeš odločitev pod enormnim pritiskom. Velikokrat tudi moraš improvizirati, ker nogomet je danes tako hiter, da fizično niti ne moreš vseh zadev ujeti. Zato je zelo dobrodošel zdaj tudi VAR, torej VAR, ker si enostavno potem dobiš ponovno priložnost pogledati situacijo še enkrat. Torej velikokrat še do leta 2019 smo sprejemali odločitve na osnovi izkušenj, ker pač fizično nisi mogel ujeti akcije. In tam pa potem pridejo zelo prav izkušnje, ker ti potem po par tisoč situacijah imaš potem že nek procesor v glavi, ki ti da potem možnost za sprejemanje neke odločitve. Torej sodnik sprejme odločitev vedno, tudi ko ne zapiska, sprejme odločitev, da je ne zapiska. Torej, na sami tekmi se zgodi v povprečju nekih 30 prekrškov, odločitev pa je par tisoč, ker ti v vsakem momentu odločaš, da boš pustil prednost, da ne bo zapiskal, da je za tvoj kriterij to sicer bi lahko bil prekršek, ampak ga ne zapiskaš, ker želiš narediti tekmo bolj atraktivno, bolj zanimivo. In tako da sojenje kot tako, torej bil sem 30 let malodane sodnik, od tega 18 mednarodni sodnik, torej zadnjih 15 let v vrhunskem nogometu, je res ena znanost, ker šele zdaj, ko se poslušajo posnetki iz VOR sobe, torej kako to vse skupaj intenzivno poteka, ker si ti konstantno v komunikaciji vseh 90 plus nadoknada, torej 95 ali pa 100 minut.
in so javnosti te stvari zelo nepoznane in so zadeve zelo kompleksne, ampak ljudje smo zelo površni in seveda vse poprek zelo radi ocenjujemo ljudi na vseh, torej kakor top pevec ima mora biti slabši koncert ali pa nek slabši nastop, morda zaradi nekih osebnostnih, bodisi fizičnih ali pa nekih osebnih zadev, smo ljudje zelo površni in vse skupaj zelo radi obsojamo, torej tudi na tekmi seveda imamo gledalce, ki so 100% za svoj klub, sodnik pa je tisti, ki mora pač presoditi, ker nastopata pa na vsaki tekmi dva. Tako da je pač to sprejemanje, za to sprejemanje odločitev je zelo pomemben ta mentalni sklop, ker ti se zelo dobro zavedaš, kaj tvoja naloga je, svoje vloge in nekako tukaj sem bil kar čvrst in mi to ni predstavljalo nekih težav, kvečemu izziv, da si zadaš, da tekmo odsodiš po svojih najboljših močeh. In kot kaže, sem bil tukaj kar uspešen. Bi rekel, ja. Samo ravno zaradi tega me zanima, prav Firbec me matru, v bistvu sodili ste finale Lige prvakov med Tottenhamom in Liverpoolom. Vse to je verjetno vprašanje, ki vam jih iz lastnega Firca veliko ljudi postavi. Sodili ste tudi na svetovnem prvenstvu v Rusiji, torej Barceloni, pa Real Madridu, pa Messiju, pa Cristiano Ronaldo. Aj mora sodnik pred samo tekmo se tudi na vsakega posameznika malce skoncentrirati, ugotoviti njihove hibe ali pa njihove finte, ki jih radi uporabljajo in potem zaradi tega, ne vem, malo ga med pod drobno gledom? Torej, za vse je ključ priprava. Torej, tudi za ta intervju se moraš malo pripraviti. Predstavljam, da ste se vi malo več pripravili kakor jaz, ampak priprava je ključna, da vse malo predvidiš, kaj se lahko zgodi in ti to potem zelo olajša samo delovanje na igrišču. Ne smeš pa vnaprej nekoga obsoditi, nekdo, ki je mora biti v preteklih tekmah simuliral, ga že a priori potem obsodi to, kaj on simulira in mu ne bom piskal, ker vsaka situacija je potem spontana in se spet znova zgodi. Tako da je pa zelo pomembna ta priprava in tukaj smo potem v zadnjih letih tudi zelo napredovali, ker smo imeli v tednu ali pa dveh pretekmo ogromno podatkov, torej strani UEFA nam je potem analitik pripravil sistem igre obeh ekip, kaj se dogaja v prekinitvah, kakšni so prehodi potem iz obrambe v napad. Torej ogromno nekih detajlov in potem ti te, bolj kot si pripravljen, imaš še možnost seveda, da pogrešiš. In kakor je ta priprava bila pomanjkljiva, je bila večja možnost za neko napako, tako da je tukaj spet ogromno detajlov, ki delajo razliko med top sodnikom ali pa nekom, ki je zelo dober, ampak ni pa v samem vrhu. Menim, da tukaj torej moj forte nikakor ni bila fizična priprava, torej jaz sem se ogromno odrekel, da bi bil zelo soliden, pač nisem imel teh nekih tekalnih danosti, da bi bil v sami špici, torej z maksimalnim trudom sem vedno bil neko povprečje, sem pa osebnostno potem si to razliko z tem nekim karakterjem, z tem, da sem se znal postaviti zase, torej to ne pomeni, da sem bil egocentrik, ampak da v danem momentu spoštujem fante, ki so enormno uspešni v tem, kar počnejo, torej v igranju nogometa. To pa še vedno ne pomeni, da pa mi lahko skačejo po glavi in me vlečejo levo in desno po igrišču. Torej to je zelo pomembno, se znati postaviti, kaj je najboljše za samo tekmo in kako to tekmo potem odpeljati od samega začetka do konca. Torej zelo pomembno je delati na samih detajlih, ker kot otroci v vrtcu več kot dovolimo, težje je in je potrebno enako v šoli z mladino, kakor postaviš neko autoriteto in delaš na malih detajlih in balansiraš, da se zadeve ne izrodijo, potem je večja možnost, da boš tukaj uspešen. Mogoče eden izmed najbolj znanih trenutkov z igrišč je bil na tekmi med Barcelono in Chelseajem. Messi je takrat z vami govoril in novinarji so se takrat spraševali, kaj sta se vidva pogovarjala. A se spomnite tega pogovora in mogoče, če nam lahko izdate, kaj sta govorila?
Messi kot tak je zagotovo, torej ne želim tukaj soditi, če je najboljši vseh časov, ampak zagotovo je eden, dveh, treh najboljših igralcev nogometa v zgodovini. In kot tak je verjetno sodnik, če ne edina, pa je na redkih oseb, ki se mu postavi po robu, kajti izven igrišča je posod božanstvo in ga ljudje slavijo in častijo. Na igrišču pa si jaz ne morem privoščiti, da bi ga še jaz častil na škodo nekoga drugega, tako da v danem momentu nisem se nikoli spuščal na neke osebne ravni, ampak kakor je nekdo prešel neko mejo, moraš biti zelo tukaj previden in odgovoren, ker v igrišču je nešteto kamer, mikrofonov, tako da se vse sliši. Z njim sem imel kar nekaj tekem, tako da vedel sem, kaj si približno lahko privoščim, tako da zagotovo sem si zelo lahko zadevo olajšal, da sem se postavil po robu. Torej, govorim italijansko in z igralci iz Južne Amerike nekako to gre skozi, ker ti pomaga. Ko pa prideš neko mejo, potem pač z moje strani pride speak English in to nekoga, ki ne govori in ki se počuti v tistem momentu manj vreden, zna zelo osebno prizadeti in to je to. Torej, speak English, Lionel, in mu ni bilo prav. Smo razumeli. Mogoče ste se vprašali, zakaj je tukaj pred vami ena skodelica. In sicer smo pripravili eno manjšo igro. In sicer bi prosil, da izžrebate 4 listke. Ne smete jih pokazati, ne nam, ne kameram, to naj ostane kar skrivnost, kaj piše na njih. Gor so v bistvu imena najboljših igralcev, ki mogoče še igrajo, mogoče so igrali. Bi pa rad, da nam poveste, kaj bi pri njih bili malo bolj pozorni, če so to neki pretkani igralci, kakšne finte imajo, kakšni na koncu dneva so do sodnikov. Tako da mogoče kar začnemo s prvim. Samo ne povedi, kdo je. Ja, ne povedi, kdo je. Torej, ta prvi... Je po redu, ker zdaj ne rabi nobene cenzure, zdaj lahko se pove, kar si mislite. Date duške in noben ne bo zameril. Torej, če povem tako, karakteristike, sodobni nogomet zahteva veliko znanja in tudi hitrosti. To je igralec, ki pa na svojem igralnem položaju definitivno hitrosti ni imel, je pa 15 let v top nogometu z svojo kreacijo in na način, da vidi, kar navadni smrtniki ne vidimo. Tako da z njim nisem imel nekih težav, zna bi biti na momente, mora biti, da bi pač želel neke prednosti zase, torej neke privilegije, ampak kot tak sploh ni bil težaven in veliki igralec, velike reprezentacije, enega od največjih klubov na svetu. Ste sodili? Ste mu sodili? Ja, v krat. Torej s prvim brez problemov, kadarkoli bi lahko še sodelovali. V redu, gremo na naslednjega. Torej drugi. Drugi verjetno eden od največjih igralcev zadnjih 10 let. Kar piše v medijih, torej iz ene velike revščine do zvezd, velik zabavljač verjetno privat življenju, na igrišču pa... Tudi bolj zabavljač. Ja, torej velik kreator in fantazista, kot pravijo, ampak zelo težaven, torej vsakič mislim, da sem ga mogel kartonirati, ker je pač na igrišču želel imeti veliko privilegijev, torej tudi božanstvo. Jaz nisem ne želel niti mogel dati. Osebnostno mislim, da ima precej rezerv. Zdaj vam ne moram povedati, kako me imate. Tudi mene. Jaz sem vam požrl. Kaj napiše? Zdaj po eni strani lahko tudi povem. Kar se mene tiče, ker ni nič osebnega. Okay. Mislim, po želji. Mi smo dali tako igralcev. Ta tretji je vsem zelo znan, verjetno eden 3 največjih igralcev iz področja bivše države, ki pa ni naš državljan.
torej verjetno ni težko uganiti. Jaz vem. In je pred kratkim zaključil fantastično kariero, Ja. torej velik lider, torej tudi svoj zadnji klub je dobesedno iz pepela dvignil spet na prestol. Tako na oko bi rekli težaven, sam z njim na igrišču nisem imel nekih težav. Velik garač in naredil fantastično kariero za svojim mentalnim sklopom, ki je verjetno, če ne največji, pa eden največjih v zgodovini nogometa. In zadnji? In zadnji, pa, Nek nasmeh vidim Ja, pri tebi. tudi mene Tam- matra to. pa verjetno eden največjih troublemakerjev, tako vsaj po medijih. Moram pa reči, da sem mu tudi veliko krat sodil, ampak na igrišču nekih pretiranih, morda kak karton. Mislim, da je predvsem imel bolj težave sam v klubih pa v osebnem življenju. In z svojim potencialom bi zagotovo se lahko boril tudi za zlato žogo, pa mislim, da niti približno, niti blizu nje ni prišel ravno zaradi svojega življenja izven igrišča. Tako da to je pa tisto, ko imaš, ko ti Bog da nekaj posebnega in tega ne izkoristiš, in dejansko tudi to mi je vodilo, da torej Afrika je en tak in imamo tudi igralce, kot je naprimer trenutno najboljši Afričan, je zagotovo najboljši, to je zdaj težko reči, ampak ena največjih zvezd je napadalec Napolija. Victor Osimhen. Osimhen, kot pravijo Nigerici, pri nas je verjetno bolj Osimhen poznan. Torej poznam tudi zgodbo tega fanta, ki je dobesedno iz Gete Lagosa prišel do svetovnih vrhov. In verjamem, da torej nimam takega cilja, torej ni mi cilj, da bi našel igralca z Real Madrid ali pa Barcelono, predvsem me zanima, da fantom, ki so dobesedno brezdomci, da omogočim pot v Evropo in z svojimi izkušnjami, torej nisem igral nogometa, ampak če kdo ve, kaj pritisk na igrišču je, zagotovo vem jaz in kaj to zahteva in kako odrekanje je potrebno. Za biti naprimer na tem nivoju sodnika je šele nogometaš, ker je fizično, torej nekdo reče, ja se tudi sodniki pretečejo 10 ali 12 km, kar drži, ampak nogometaš je konstantno v nekem stiku z nasprotnikom, mora v zadnji stotinki sekunde žogo izbiti, vzeti nasprotniku in je to neprimerljivo težje. Zato pa so tudi fanti 20 let in več mlajši. In seveda na stran kak Luka Modrić, Zlatan Ibrahimović in podobni vesoljci, ki še zelo blizu 40. leta so fizično na nivoju 25-letnikov. Tako da cilj mi je predvsem, ker od tega nisem odvisen in to je en velik plus, da fante nekako na prvem nivoju spravim v Evropo, v lige, kot so slovenska ali pa primerljive z takimi ligami, torej da grejo korak za korakom in predvsem, da se zavedajo, da kariera traja kratko, da je to 10 do 15 let profesionalnega nogometa in da se je potrebno veliko odrekati, da se ne zadovoljiš z naslednjim korakom, ampak jaz vedno pravim, če si sposoben, če je tvoj maksimum, če opredelimo v ocenah 9 in si v danem momentu zdaj na 2, ne zadovolji se, če gremo tako, da bo bolj razumljivo. Torej, če si v Nigeriji v akademiji in si na enki in prideš v klub prve slovenske lige in je to zdaj nek korak 2 do 3, ne zadovolji se s tem, ko prideš v top klub Avstrije ali pa Madžarske ki so nekako primerljive še z nami, ampak naj bo to samo korak 4, pač potrebno se odrekati, da priješ do koraka 5, na to 6, veliko krat pa so tu pasti, ker se že nekaj zasluži, ker se že lahko fanti nekaj privoščijo in se zadovoljijo. In to je potem ta past, kjer enostavno, ko se začne razmišljati o finančnih sredstvih, in o tem, o preživljanju prostega časa, tudi o uživanju, kar definitivno tudi mora biti,
ampak je zelo potrebno tukaj znati biti discipliniran, se odreči marsičemu, zapriti do konca, zapriti do svojega maksimuma. In življenje je še vedno zelo dolgo, ker si treba pripravljati tudi na življenje po nogometu, torej primerno tudi investicije, torej sam denar tudi naloži, da denar potem dela zate, ne pa ti zanj. Veliko je športnikov, top športnikov vidimo, kakor v nogometu, tako tudi košarki, ki zelo hitro po življenju za voljo potrošnje, ki ostane še vedno, ko so te visoki kontrakti, torej visoke pogodbe, in če tukaj ni discipline, se zadeve obrnejo v napačno smer in potem spet štartaš tam, kjer si začel, tako da je ena cela pakunga, kjer verjamem, da je potrebno igralce vedno nekako držati z dvema nogama na zemlji in jih usmeriti v to, da tudi mi, ne vem, po finalu Lige prvakov, po finalu Europa League, po svetovnem prvenstvu, po evropskem prvenstvu, vedno pride naslednji dan in se začne nova sezona, kjer spet so vedno iste zahteve in enostavno igralec tipa Messi ali pa Ronaldo se ne more ustaviti in reči, ok, zdaj smo osvojili Ligo prvakov in to je to. Treba vedno naprej nekako. Ja, zdaj spet pa nekako znati najti mejo, ne biti perfekcionist, ker potem pa res sploh ne uživaš in ne živiš. Torej sam sem nekako se poslovil od te osebnosti perfekcionista in želim tudi to prenesti na zanamce, da je treba najti neko sredino, ker lahko v življenju ob temu, kar delaš, tudi živiš na nekem nivoju, ki ti omogoča tudi neke dnevne zadovoljstva in da ni vse samo nogomet, samo strogi profesionalizem. Torej najti eno mejo, to mislim, da je umetnost. O sodniku bomo rekli, da smo povedali že veliko in mogoče še kakšno vprašanje si pustimo za kasneje. Nadaljujemo seveda že čez nekaj trenutkov v četrtkovem pogovoru, intervjuju na Radio Capris z Damirjem Skominom. Že čez nekaj trenutkov. Še vedno ste v četrtkovem jutru na Caprisu, danes v intervjuju tudi Damir Skomina, ki pa bo danes tudi športno aktiven na dobrodelnem dogodku. Žoga povezuje, zmaguje in daruje. Ste se odločili sprejeti to povabilo, boste igrali ali sodili? To me pravzaprav zdaj zanima. Verjetno bom sodil. Igral zagotovo ne bom, ker pač zadnje 3 leta, torej tudi zaključil sem zaradi poškodbe, ker se mi je odtrgal hrustanec in ne morem več teči. Lahko pa počnem vse drugo, torej od kolesarjenja do fitnessa. Tako da, predvsem pa se tu dobimo za to, da pomagamo otrokom. Torej, kadar se le da, se rad odzovem in tako tudi spontano. V zadnjem času sem sodil nekaj tekem, ker sem pač za edino zahtevo dal, da se naberajo sredstva za kakih 15 do 20 žog in da se potem to da na društvo, ki ga jaz določim. Tako da evo si priporočam, imamo še eno društvo, ki je potrebno, ker otroci, ki so nekako iz družin, ki težko preživljajo, ker preživljajo prosti čas in na take tekme potem se rad odzovem in odsodim, da se kupijo te žoge. Lepo. Tako da ja, kot smo rekli, vsi vabljeni danes na dogodek ob 18:30 v Areno Bonifika in pa, kot je že Damir povedal, bodite dobrodelni, ker to gre za otroke. Tako, mi pa bomo seveda čakolali z našim jutranjim gostom že po tem hitu. V četrtkovem pogovoru z nami v studiu, kot smo že omenili, svetovni sodnik leta 2019, Damir Skomina. Imamo še kar nekaj vprašanj, ne? Tako je, jaz v bistvu se sprašujem kot mama, vi ste tudi oče 2 otrokom in sicer verjetno so nogometno sploh usmerjeni, jih zanima nogomet? Starejši sin je v nogometu, mlajši pa v košarki. Ok, torej starejši sin mogoče ima svojo najljubšo ekipo, ki ste ji vi kdaj tudi sodili. So kdaj rekli, tata, dejno? Pa kaj si to sodil? Ne, torej oni so rastli z tem mojim nogometom in potem verjetno tudi za voljo klubov, katerim sem večkrat sodil, eni sem pač manj.
dobili neke simpatije, ampak nikoli na način, torej toliko mlajši so še bili, zdaj sta stara 17 pa še ne 15, toliko mlajši so bili, da niso niti v to smer razmišljali in tudi toliko mlajši, da so veliko krat že po prvem polčasu šli spat, torej čisto neobremenjeno. Razumem. Kaj pa, če pogledajo kakšno tekmo za nazaj? Jaz mislim, da jih ne gledajo, ker jih tudi jaz ne, tako da torej bolj kak posnetek na YouTubeu nekdo spomne, da je kaj pogledal in tako. Ampak treba gledati naprej. Res je. Tako da. Za kateri klub pa navija starejši sin? Ima svoj najljubši? Mislim, da jih je več. A se to je zdaj moderno? Simpatij, ampak osebno mislim, da je Manchester United klub, ki mu je zelo ljub. Torej letos mukotrpno poletje, glede na to, da je City zmagal. Že par let, ne? Mukotrpnih let. Drugače ste pa kar tako zadržano osebo, saj jaz sem dobil tako občutek. Ne vemo dosti o nekem vašem privatnem življenju. Pa kljub temu, da vas je vaša uspešna službena kariera pripeljala do tega, da ste pač postali javna osebnost, hočeš, nočeš, ste vzeli to kot del sebe, to slavo, ki prišla s tem, ali ste bolj to dali na stran oziroma? Ma se v Sloveniji, kdo pa razne Luke Dončića je slaven. Ja, dobro, okej. Smo tako majhni in je super, ker se nekako razliješ za okolico in nimaš teh težav, tako da jaz kot tak se nikoli nisem sploh počutil kot neka javna osebnost. Zaradi vloge, ki sem pa jo opravljal, sem mogel biti vedno pozoren, kaj počnem, ker si pač vedno eksponiran, torej na sami tekmi se ti potem hitro lahko kaj pripiše, bodisi iz privatnega življenja, pa in je treba biti zelo odgovoren, tudi vedeti, s kom se lahko podruži, s kom ne. Primer, ne morem si predstavljati, da bi se izven igrišča, torej tu je treba biti zelo pameten in so nekateri nogometaši, ki so še aktivni, ki so kar veliki zvezdniki, s katerimi sem imel bolj zaradi nekih dobrodelnih zadev kontakte, ampak nisem se pa nikoli eksponiral, da bi se kje dobili na pijači in da potem ne pride neko ozadje, ja, tako da se to naredi preko WhatsAppa, dobiš top dres in s tem pomagaš nekomu. Pa ste kdaj šli s kakšnimi od teh svetovnih zvezd tudi res na večerjo, pijačo? Mogoče na skrito pač v tem primeru? Ja, sem. Na skrito sem, iz našega področja velik nogometaš, ki je še aktiven, pač vzornik mojega sina in preživeli par ur skupaj in vedno znova se pokaže bolj, ko so fantje uspešni na nekem nivoju, koliko so še vedno prizemljeni in tako ti opišejo tudi svojo pot, ker veliko je teh stopnic, ko je najlažje odnehati in malo da ne vsak zvezdnik pride večkrat v življenju ali pa vsak nogometaš, ne glede na to, na katerem levelu si, ali si zdaj sama špica na svetu, ali pa si tudi povprečen v Sloveniji in vsak športnik pride v danem momentu v neko situacijo, ko bi najraje pustil. Ampak življenje je kratko, karijera je kratka, tako da tudi sam sem bil parkrat na teh preizkušnjah in potem, ko vidiš, koliko si vložil, še vedno greš naprej, ustrajaš. In tako mi je tudi ta zvezdnik, lahko rečem, srpskega nogometa pač povedal, da je imel kar nekaj teh prelomnic, ko bi bilo najlažje nehati, pa je ustrajal in predvsem pa je tudi njemu bilo vodilo, da bi igral pred polnim stadionom in je šele v karieri, ko je pristopil iz Chelsea v United prvič skoraj na robu 30 let zahteval, zdaj pa želim tako pogodbo imeti. Torej mu je bilo pa vodilo, da je predvsem uspešen nogometaš, ki igra pred polnim auditorijem in evo, fant je odigral malo da ne 10 let Premier lige. Eno pod vprašanje imam, mogoče ravno na to temo, glede na to, da ste imeli res čudovite izkušnje v življenju s tem, da ste spoznali koga, pa da ste mu sodili, pa mogoče tudi otrokom omogočili, da so koga spoznali.
Glede na to, da danes je vedno potrebno poiskati neko tako pozitivno plat življenja in motivacijo in tako naprej. A se konec dneva včasih zavedate in si rečete, jaz sem pa bil na pijači s tem in tem. Vam da malo tiste dobre volje, energije, kako lepo je biti to, kar sem. Na trenutek ti gre skozi glavo, ampak nisem tak tip, ki mu to veliko pomeni, tako da predvsem se je potrebno zavedati tudi na pasti v vrhunskem športu. Torej, dokler traja karijera, to nekako gre. Potrebno se je pripraviti na življenje potem, torej prehod velikokrat, sploh če se potem identificiraš kot osebnost, nogometaš ali pa športnik ali pa tenisač, karkoli, na življenje po karieri, ker enkrat je vsega konec. In predvsem tukaj si znati kvalitetno pripraviti, kaj potem. Tudi sam sem imel neko prehodno obdobje, ko se loviš, ko si neučakan, ko je kar naenkrat, torej jaz se na koncu nisem niti uspel posloviti, torej prišla je poškodba, ki me je potem ob najboljšem trudu po rehabilitaciji večmesečni sem prišel do spoznanja, da je to. Ampak te preseneti in to prehodno obdobje je treba dati skozi, nekako to svojo osebnost, del osebnosti, ki je vezan za šport, dobesedno pokopati in najti neke nove zadeve, ki te veselijo. Sicer ne vem, če sem kdaj to videl, ampak glede na to, da ste vi kot taki zelo disciplinirani, gledate naprej, ste to sodniško plat dali, da mu rečem, v neko poglavje za vami. Ne vem, če sem kdaj videl, da je recimo po kakšni tekmi, ko je mogoče bilo kaj narobe dosojenega, kakšen sodnik rekel mea culpa, ali se motim? Ste vi mogoče kdaj to naredili? Da ste ugotovili, to sem se pozmotil, sem oškodoval eno ekipo. Ja, sem znal tudi trenerje poklicati in se opravičiti, pa ni bila moja napaka, ampak nekoga iz mojega tima, ker enostavno kot glavni sodnik nosim breme cele tekme. Seveda narediš napako, je pa dejstvo tako, da novinarji pa javnost se predvsem sprašuje, zakaj se ne prizna napaka, zakaj se... In mislim, da to ni srž problema za jo priznati. Dejstvo je, da ti danes mediji predvsem iščejo, torej žal so naši možgani človeški naravnani bolj negativno kot na pozitivno in kot premo medije je veliko več negativnih novic kot pozitivnih, ker pač človeški tako deluje in vse se preanalizira, izanalizira in enostavno po tekmi so vroče glave in kakor se ta debata odpira in se potem nekaj pojasnjuje, ponavadi traja potem ves teden. Če pa ni te povratne informacije, potem zadeva po dnevu ali dveh utihne. Je pa potrebno biti, ko si sodnik, zelo odgovoren, se zavedati svoje vloge in naprimer sam osebno, pa verjamem, da pri veliki večini mojih kolegov temu ni tako, sem po 10 dobrih tekmah zgubil verjetno 5 minut za analizirati, kaj vse je bilo dobro, po neki večji napaki pa sem se temu zelo posvetil in delal na tem, da se mi to spet ne zgodi. Tako da pogrešam to, ampak že modus operandi, torej ni slučaj, da nisem več v sodniški organizaciji, ker mi modus operandi kot tak ni všeč in zadnja leta sem bil zraven, ker sem pač prišel že tako daleč, da sem želel poseči po vseh teh vrhovih, da odsodim svoje finala in svetovno prvenstvo. Za naprej pa sem se že zelo hitro odločil, da v tem svetu ne bom deloval in da nekakor pač nisem na prodaj, torej imel sem tudi zelo bogato ponudbo iz Kitajske, ki sem jo zavrnil, ker sem želel finale Lige prvakov 2019, torej 2018 konec leta bi lahko šel na Kitajsko, pa nisem niti vprašal, koliko denarja je. Naslednje leto so si spet še bolj želeli, da pridem
pa se nisem odločil iti. Na koncu je COVID se pojavil in itak, tudi če bi se odločil in si zelo želel, ne bi mogel iti. Tako da enostavno kaj več pa v tem svetu me več niti ni zanimalo, ker mi modus operandi kot tak ni všeč. Vsi smo pač številke, ki ko služijo svoje, odidejo in v takem svetu ne želim delovati. To me je presenetilo, zdaj sem bil kar malce presenečen. Jaz sem mislil, da vas je dejansko samo poškodba, ampak vidim, da poškodba je bila še samo kot nekaj dodatek pri sodniškem svetu. To me je presenetilo. No, nekaj pa v zvezi s Slovenijo pa že čez nekaj trenutkov. Torej, četrtkov pogovor, ki si ga boste lahko gledali na YouTubeu že danes, kakšen izsek tudi na našem Instagramu z Damirjem Skomino, se počasi odvija k koncu. Morda še vprašanje, opazil sem, da v eni točki smo pred leti imeli enega najboljših vratarjev na svetu, Jana Oblaka, predtem še Samirja Handanovića, ki je bil prav tako označen za enega najboljših na svetu. Imamo Slovenca kot predsednika UEFA in imeli smo najboljšega sodnika na svetu v letu 2019. A je to v bistvu znak, da smo Slovenci vse bolj nogometni narod? Mislim, da tu ni nekih limitov in omejitev. To je predvsem v naši glavi. Torej, Hrvaška, ki je po populaciji 3,5 milijona, torej ne 35 ali pa 350 milijonov, je nogomet še bistveno bolj način življenja, kakor je v Italiji, ki je 60 milijonska, kakor je v Nigeriji, ki je verjetno 300-400 milijonska, uradno 230. Torej, je predvsem koliko se ljudje temu posvetijo. V Sloveniji smo nekako poznani, da smo radi majhni, da radi pojokamo, kaj vse se ne da, in potem se pa zgodijo Luka Dončić in v Srbiji Novak Đoković in na Hrvaškem Luka Modrić in pokažejo, da nič ni nemogoče. Tako da predvsem je ta mentalni sklop tisti, ki nas nekako omejuje in tukaj moramo podelati. Tako da mislim, da je vse v glavi in jaz verjamem, da pač kakor sem sam iz enega malega Kopra uspel nekaj narediti. Ne nazadnje, da smo prišli na svetovno prvenstvo, sta 2 zadetka zadela Koprčana, Dedić in Rudonja. In že to ti pove, da nekih limitov ni in na temu je treba delati. A imate kaj, kar vas žuli v čevlju? To se vedno najde, ampak ne dovolim si pa, da bi me kaj preveč. Hitro sezujete, date tisti kamenček ven in je potem boljše. Ja. Jaz bi se zahvalil v imenu ekipe, da smo veseli, da ste si na tašen dan, še posebej hremo, da pozneje čaka še en dogodek, da ste se oglasili pri nas, nam podarili eno urco svojega dragocenega časa in da smo malce tudi nam dovolili, da pobrskamo malce po vaši zgodovini. Noben problem, hvala za povabilo in pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Kapris. Hvala, Damir. Se slišimo in se vidimo in srečno danes. Žiga, Manca in Aljaž. Radio Kapris. Dobro jutro, Radio Kapris.